V minulem mesecu, ko so fotografije poplavljenih krajev jadranske obale večkrat dnevno razgaljale nemoč lokalnega prebivalstva, so se gostila tudi vprašanja, če so razmere res posledica klimatskih sprememb ali je tudi nespametno ravnanje človeka v priobalnih prostorih naredilo svoje. Doktor Ličer, vi kot fizik na Morski biološki postaji preučujete razmere, ki se že ali se utegnejo še bolj dogajati v nam bližnjih in pa tudi bolj oddaljenih priobalnih področjih. Vas tudi take stvari presenetijo ali so za vas taki pojavi pričakovani? Ja, presenečenje ni prava beseda. No. Seveda se ni zgodilo nič takega, kar se ne bi dalo pričakovati, oziroma se je tudi dogajalo že v preteklosti. Ne. Saj smo imeli poplave dokaj redno. Ne. Kaj mislite s preteklostjo? S preteklostjo, ja, kaj mislim? Recimo pred nekaj leti ali gre za daljše časovno obdobje, recimo v minulih časov? Recimo v zadnjih 20 letih smo imeli velikokrat take poplave, tudi odkar meritve obstajajo v Slovenskem morju, so poplave nekaj redkega, ampak hkrati nekaj, kar se pač ponavlja, z neko določeno povratno dobo. Tako da ne bi mogel govoriti o tem, da je šlo za presenečenje ali pa da je bil dogodek kakorkoli izreden, je pa bil, skratka govorimo o novembru 2019, je pa res, da je bil po intenzivnosti, mislim, da drug najvišji izmerjen, kar se tiče nivoja morja, pa da je bilo res veliko poplav v enem mesecu. To je pa nekaj, kar se še nikdar ni zgodilo. No, mesec ali pa dva pred temi poplavljenimi slikami Tartinijevega trga v Piranu, ki smo ga seveda z zanimanjem pa tudi s skrbjo gledali, ste vi v objavljeni študiji ponudili vpogled v razmere eventualnega povišanja morske gladine ob slovenski obali v povezavi z dvigom gladine v severnem Jadranu. A gre tu za neko tesno sodelovanje, recimo, ali so to, recimo, taka področja neodvisna eno od drugih? V bistvu v teh konkretnih dveh primerih, ki ste jih zdaj omenila, bi jaz rekel, da sta več ali manj neodvisna. Skratka, na eni strani imamo variabilnost morske gladine na neki daljši časovni skali, na klimatskih skalah, na skali večjih desetletij, na skali večjih stoletij celo. To je en del problema dinamike morske gladine. Povsem nekaj drugega je pa dinamika za naslednjih nekaj dni. Tudi razlogi za poplavo v novembru so seveda drugačni, kot so razlogi za dvig srednje gladine morja. Tako, to sta nekako dva po svoje ločena problema, hkrati pa seveda dvig srednje gladine, ki se dogaja na nekih daljših časovnih skalah, vpliva in bo vplival tudi na to, da bojo taki dogodki, kot smo jim bili priča v novembru, imeli neko krajšo povratno dobo in se bojo verjetno pojavljali bolj pogosto. Tako da seveda ne moramo vsake poplave jemati kot kavzalno povezane z podnebnimi spremembami, obenem je pa jasno, da podnebne spremembe ne bojo pomagale, da bojo poplave kvečjemu pogostejše. No, ko govorite o povezanosti morskih področij, pa nas zanima, katere parametre pri napovedih morate strokovnjaki upoštevati, ko zbirate take podatke, na osnovi katerih delate te predikcije? Spet, tle bi ločil mogoče 4 področja. Eno je dolgočasovna spremenljivost morske gladine, se pravi spremenljivost na klimatskih skalah, drugo je pa neka ta sinoptična spremenljivost, se pravi naslednjih nekaj dni. To sta dva zelo različna tipa napovedi. In pri tem ravno tako upoštevamo zaradi tega različne fizikalne vplive. Omenil bi pa še to, da se je treba hkrati omejiti še časovno. Skratka, treba je pogledati, koliko dobro razumemo preteklost, pa na podlagi tega, koliko dobro razumemo preteklost, potem probati oceniti, koliko dobro bomo lahko razumeli tudi prihodnost. Tako, če bi začel na začetku, kar se tiče recimo pretekle spremenljivosti gladine v severnem Jadranu, recimo v Kopru. Agencija za okolje ima mareografsko postajo v Kopru od leta 60, skratka imamo nek sorazmerno dolg niz meritev.
In kar se je v preteklosti dogajalo, je bilo to, da med recimo letom 61 pa nekje zgodnjimi 90 leti ni bilo opaznega trenda v morski gladini. Skratka, ne bi mogel reči, da je gladina nekako rasla skozi čas ali pa padala. Pač obstaja neka variabilnost, ampak v principu je brez trenda. V zadnjih 30 letih, skratka po letu 90 do danes, je pa ta trend postal zelo izrazit. In sicer gre za dvig srednje gladine nekje za 5 mm na leto. Podobno številko dobijo tržaški kolegi na neodvisni merilni postaji, tako da v to številko jaz kar zaupam. No. Skratka, 5 mm na leto imamo srednjega dviga. Zdaj se pa seveda lahko vprašamo, zakaj? Dinamika morske gladine na tej dolgočasovni skali izhaja iz različnih vplivov. Tipično gre za recimo termično ekspanzijo vodnega stolpca, zaradi tega, ker se oceani segrevajo. Oceani so blazen toplotni rezervoar. To je en velik vpliv. Drug velik vpliv, ki je s tem povezan, je to, da se talijo svetovni ledeniki in ledene mase na Grenlandiji pa na Antarktiki. In to vnaša novo vodno maso v ocean. To je ravno nek prispevek k temu celotnemu signalu. Hkrati pa, ko se to dogaja, se v bistvu prerasporeja ledna pa vodna masa na planetu in se zaradi tega zemljina oblika deformira skladno z temi prerasporeditvami. Tako da obstaja tudi ta sprememba v obliki zemljine površine, recimo temu, in lahko to nekje lokalno pomeni recimo posedanje tal ali pa dvig. In tudi to vpliva na dinamiko morske gladine, na teh dolgih časovnih skalah. Tako da, kar se tiče dolgih časovnih skal, so to recimo nekako to, kar sem omenil, so glavni dejavniki. Če vas pa zanima, kaj upoštevamo pri napovedi za naslednje 3 dni, ali pa nekaj dni, to je pa drug set parametrov. Tukaj nas pa bolj zanima, kakšen bo veter v jadranskem bazenu. A bo jugo. Jugo nariva ogromne količine vode v severni Jadran. Potem nas zanima, kakšen bo pritisk. Če imamo padec tlaka, s padcem tlaka je tipično povezan dvig gladine, ker se ocean nekako odziva na to. Če je nižji pritisk, se bo voda dvignila, če je višji, se bo pa spustila. Ampak, ko pojasnjujete to, morate seveda ene in druge parametre upoštevati. Ko pojasnjujete recimo, jaz sem gledala, ob teh dogodkih, so ljudje bili zelo zaskrbljeni, ker so bile taka obvestila, da seveda se Antarktika in pa Grenlandija, da se topita. A je to res tako zaskrbljujoče potem? To, da se Antarktika pa Grenlandija topita, je zelo zaskrbljujoče, ampak ne zato, ker bo jutro poplava ali pa ne bo. To, kaj se dogaja, skratka, te zelo kratkoročne napovedi se ne sprašujejo, kaj se dogaja z Antarktiko pa z Grenlandijo. Za napoved poplave, skratka tisto, kar morajo vedeti gasilci, kar morajo vedeti civilna zaščita in tako naprej, rabimo vedeti, kakšen je pritisk nad morjem, kakšno je plimovanje, kakšen je veter za naslednje dni, in potem lahko naredimo numerično simulacijo in vidimo, kakšno bo neko anticipirano gibanje gladine. Seveda to gibanje gladine ni odvisno od taljenja Antarktike na tej skali nekaj dni. Je pa v nekem statističnem smislu dolgoročno, seveda oboje povezano, ampak pri sami prognozi za naslednjih nekaj dni mi seveda ne upoštevamo teh dejavnikov, Antarktike, Grenlandije. S katerim področjem, recimo s katerim delom tega se vaše raziskave ukvarjajo? S kolegi se mi najbolj ukvarjamo s temi kratkoročnimi napovedmi stanja morja. Se pravi, mi probamo napovedati poplave nekaj dni vnaprej. Ampak ne zanemarjate pa tudi tistih dolgoročnih, Ne, zanemarjamo ne, ampak niso pa niso ključni dejavniki za kratkoročno prognozo. Se pravi, zato da razumemo mehanizem poplave v Jadranu, nam v resnici ni treba razumeti zelo v podrobnosti dinamike, recimo taljenja ledu na Antarktiki. To gotovo, ampak kot fizik vas najbrž tudi to zanima. Ja, absolutno, vsekakor. Prej smo imeli eno vašo raziskavo in te signifikantne so res vaše analize dogajanja ob napovedi, kar je presenetljivo, da naj bi se do leta 2100
To je seveda nam zelo oddaljen čas. Morska gladina dvignila po nekaterih resnih scenarijih kar za 2 metra. To seveda ni zanemarljiva ocena. Koliko je to lahko zaskrbljujoče ali pa sploh nekako natančno napoved? Ja, tako, če smo skratka bolj natančni, terminološko, ne, te napovedi, ki napovedujejo bistveno višje povišanje gladine, ne, recimo 2 metra, tudi več, ne, temeljijo na tem, kako dobro mi razumemo, na kakšen način se tali led na Antarktiki pa na Grenlandiji. Za Grenlandijo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, sorazmerno v redu razumejo oziroma si upajo z neko, recimo z visoko zanesljivostjo napovedovati, kaj se bo dogajalo. Za Antarktiko, kakor jaz razumem, tega znanja zaenkrat ni. Tako da ti scenariji, ki napovedujejo preko 2 metra pa več, so možni, hkrati so pa, kako bi rekel, ne moramo v statističnem smislu še z veliko gotovostjo tega trditi. Ampak ne zato, ker je scenarij sam neverjeten, ampak zato, ker nimamo dovolj podatkov, pa nimamo še dovolj razumevanja o taljenju antarktičnega ledu. Tako da je možno, hkrati ne moramo dati o tem zanesljive napovedi, ampak ne zato, ker je scenarij malo verjeten, ampak zato, ker ne razumemo procesa še dovolj dobro, ker ni dovolj dobrih podatkov. Tako nekako jaz razumem. To je pa zanimivo, ja. Ja. No in gledajte, nek razmislek, že tudi delno poznavanje fizike tekočin nas napotuje k nekemu vprašanju, koliko smo v tem severnem delu Jadrana varni pred drastičnim povečanjem gladine, če predpostavimo, da se morje na tako velikih površinah globusa ne razliva enakomerno. A je to, živimo v tej zmoti? Ne, po svoje ne živimo v zmoti, nismo varni, ne. Hkrati pa izgleda, da ob vsej regionalni odvisnosti, recimo dinamike morske gladine, kaže, da bo sredozemski bazen nekako v povprečju globalnih sprememb, ne. Recimo maksimalno povišanje gladine naj bi se zgodilo recimo ob vzhodni obali ZDA, ob obali Južne Afrike, v Arktičnem oceanu, medtem ko naj bi bilo Sredozemlje, naj bi nekako sledilo nekemu povprečju, ne. Do tega pride zato, skratka do te diskrepance, recimo med tem, kaj se dogaja v vzhodni obali Amerike po sredozemskem bazenu, pride do tega, ker je dinamika gladine diktirana s strani številnih faktorjev, ne. Eno je recimo segrevanje oceana, ki ni povsem enakomerno, ne, in hkrati je temperatura vode del neke globalne dinamike morja, del globalnega polja gostote, recimo v oceanih. Vse to vpliva in na anomalije gladine in na tokovanje, in zaradi tega je elevacija prostorsko odvisna. In tudi v teh dolgoročnih projekcijah je to, koliko se bo gladina dvignila nekje, se lahko precej razlikuje od tega, koliko se bo recimo pri nas, ne. Ampak kot rečeno, mediteranski bazen naj bi bil nekje v povprečju, ne. Kar pomeni, da nas že lahko skrbi. Zdaj, tudi 1 meter je problem, ne. Če bo prišlo do 1 metra, je to problem. Je pa zanimivo, da vi v vaši študiji navajate tudi primere ali pa možnosti, da v nekaterih področjih lahko pa pride do spusta. To ste tudi prej omenili na začetku, ne? Da se gladina spusti. Ja, se pravi, celoten signal gladine je vsota večjih signalov, ne? In če imamo recimo deformacije zemlje, deformacije zemlje skratka lahko vodijo v nekaterih področjih dejansko do spusta gladine. No, eno takih področij je recimo Baltik, no. Ampak v veliki večini svetovnih morij, 90% naj bi prišlo do dviga. Tako da skratka ne moremo računati na to, da nas bo. Katera področja pri nas pa naj bi bila bolj izpostavljena? Mislim, obala seveda ni tako... Ja, te spremembe se dogajajo na skali, ki je v bistvu večja, kot je recimo severni Jadran, ne. Tako da
Pri nas je seveda, jaz mislim, da bo severni Jadran bolj izpostavljen kot globoka področja, ampak v resnici, ko govorimo o izpostavitvi, se moramo vprašati, kaj to pomeni. Ne? Najbolj bojo seveda izpostavljena področja, kjer bo dvig večji, pa kjer je recimo več prebivalstva v teh res najnižjih delih obale. Ne? Recimo Piran pa Benetke sta že tak primer v severnem Jadranu. Kaj vam pa kažejo modeli recimo dviga morja za 1 meter? Kakšne bi bile posledice? Recimo morda malo nižje tudi, ne, hrvaška obala oziroma ta jadranska, ne? Pa seveda predvsem pa slovenska. Ja, dvig morja za 1 meter. Ja, a je to sploh realistično, da je to možno, da se recimo v naslednjih, ne vem, 100 letih ali pa 80 letih? Ja, glede na zadnje poročilo IPCC-a, Mednarodnega odbora za podnebne spremembe, je to zelo verjeten scenarij. Ker oni so recimo naredili oceno, do kakšnega dviga gladine naj bi prišlo, če mi v polnosti implementiramo Pariški sporazum. Skratka, če se zelo potrudimo se zoperstavljati podnebnim spremembam. V tem primeru je mediana napovedi nekje za dvig gladine do leta 2130 cm. To je mediana napovedi. A povprečju ali tudi za nas? Mislim, za slovensko obalo recimo. Ja, kot sem rekel, sredozemski bazen naj bi približno sledil globalnim trendom. Se pravi, lahko da ob New Yorku recimo bo več, ampak če bi bilo globalno povečanje za 30 cm, bi severni Jadran bi bil nekje tukaj. Skratka, v najboljšem primeru 30 cm dviga v severnem Jadranu, če v polnosti implementiramo Pariški sporazum. Jaz nisem zelo optimističen glede tega, da bi se v polnosti implementiral Pariški sporazum, tako da se mi zdi bolj verjeten scenarij, tako imenovan business as usual scenarij. Pri business as usual scenariju je pa mediana napovedi nekje 1 meter. To pomeni, polovica scenarijev da manj kot 1 meter, polovica da pa tudi več. Skratka, 1 meter. In če vzamemo 1 meter, 1 meter predstavlja zelo velik problem, že za slovensko obalo, pa za Piran, zato ker običajni plimni cikel zaenkrat ne poplavlja. Skratka, mi nimamo poplav vsakič, ko zaradi plime voda naraste. Če bomo imeli 1 meter višjo gladino, bo poplavljal že običajni plimni cikel. Se pravi, brez vetrov, brez padca pritiska, nič posebnega, nobenih posebnih razmer ne boste potrebovali, da bo voda prestopila recimo mejo tega, čemur danes rečemo ta recimo nivo rdečega opozorila Agencije za okolje. Poplavljen Tartinijev trg, recimo. To pa niso optimistične, ne? Ne, niso. Katera področja ob jadranski obali bi pa recimo, bi jih enak scenarij zadev ali so recimo katera bolj izpostavljena? Se pravi, bolj izpostavljena so recimo mesta, ki so nizko ob obali. Tako da jaz si predstavljam, da bo Italija imela na jadranski obali veliko težav, zaradi tega, ker je obala položna, ker se ne dviga hitro gor. Po drugi strani pa mogoče pa tista mesta, ki so ob pobočjih, ki se hitreje dvigajo, bo pač škoda omejena. Ja. No, ko sva v začetku govorila o teh nedavnih poplavah, so mediji posebej izpostavljali poplavljenost Benetk. To se pravi, ker ste vi zdaj rekli, italijanska obala, ki ne bi bilo menda najhujše v zadnjih 50 letih. Ja. Tu gre seveda za veliko škodo na neprecenljivi kulturni dediščini, ki lahko zavedno tudi izgine, seveda, če se bodo zadeve ponavljale. Slišati je tudi ocene, da se Benetke tudi pogrezajo, kar dodatno vpliva na poplavljanje. In vesti navajajo, da bi utegnil UNESCO Benetke izbrisati iz seznama kulturne dediščine, če se bo na tak način mesto uničevalo še naprej. Je to mišljeno bolj kot opozorilo voditeljem mesta in pa strokovnjakom, vam, znanstvenikom,
In vsem odgovornim, ki se tam vemo, da se že 20 let gradijo neke zapornice, za Beneško laguno pa se stvari niso nič premaknile. Ja, to je zelo kompleksno vprašanje. Jaz sem se precej pogovarjal o tem s kolegi iz Benetk. Niti ne vem, kje bi začel. Skratka, mogoče najprej, kar se tiče posedanja Benetk. Kolikor jaz razumem, so se Benetke posedale zaradi človeškega vpliva, ker so črpali vodo iz rezervoarjev, sladko vodo iz rezervoarjev, ki so bili pod Benetkami, in enostavno nihče ni predvidel, da bi lahko na ta način vplivali na nivo Benetk, na nivo mesta. Mislim, da je to zdaj ozaveščeno, mislim, da so s tem prenehali. Skratka, ta problem probajo reševati. Ločen problem so zapornice. Benetke imajo to srečo in smolo, da so v laguni. Srečo po svoje zato, ker gradijo te zapornice in ne bi bile v nekaj letih dejansko operativne. In zapornice lahko zaprejo laguno. To pomeni, da ko bojo recimo kolegi iz Benetk izdali opozorilo, da prihaja recimo obdobje povišane gladine, bojo lahko dvignili zapornice in na ta način zadržali tisto vodo, ki bi se sicer razlila v gladino in povzročila poplave v Benetkah, pač zadržala v jadranskem bazenu, brez vdora v laguno. Problem je pa v tem, smola je pa v tem, da če pride do dviga gladine, recimo za 1 meter, kar se zdi dokaj plauzibilen scenarij, da bo treba imeti te zapornice zaprte ogromno časa. Skratka, ne vem, malo na pamet govorim, ampak mogoče 300 dni na leto. Zdaj, vsak dvig zapornic je povezan tudi s tem, da se ladijski promet prekine, potem noben promet, nobena ladja ne more noter, nobena ladja ne more ven. Skratka, to je ima neko serijo logističnih posledic, da vi zaprete Beneško laguno. To je za vsakdanje delo to kar problem. Po tretji strani je pa problem laguna sama. Namreč, če bo laguna zelo zaprta, se bo, kolikor jaz razumem, zaslajevala in lahko pride do tega, da bo v bistvu življenje v laguni izumrlo. Tako da boste imeli mesto, ki ga boste ubranili pred podnebnimi spremembami, hkrati boste pa imeli težavo z ekosistemom, z lagunskim ekosistemom. Tako da kolegi iz Benetk so kar nekako rekli, da zaenkrat jim zgleda, kot da bo reševali bodi si mesto, bodi si laguno. Da bo zelo, zelo težko rešiti oboje. Skratka, da boste imeli ekosistem v laguni tak, kot je, pa hkrati Benetke, ki bojo odrezane od visokih gladin. In tu najbrž UNESCO potem svari, recimo. To ne vem, to je konec koncev smešna grožnja, ne vem. Mislim, v primerjavi z vsem ostalim, kar čaka severni Jadran, zdaj v redu. Ampak vseeno, saj recimo tiste zapornice, če jih že gradijo 20 let, vi ste rekli zdaj, da naj bi bile v nekaj letih gotove, Mislim, zapornice že delujejo, so bile že testirane, samo niso še operativne. Vprašanje je samo, na kakšen način bo ta dvig gladine, o katerem govorimo, ta dolgočasovni dvig gladine, kakšen problem bo to. Še nekaj, zanimive so vaše ugotovitve, da na poplavljanje morja vplivajo tudi vetrovi, to ste prej omenili že v začetku, tako vplivi juga kot pa burje pri nas recimo, No in presenetljiva je vaša ocena, da moč burje v severnem Jadranu slabi že 70 let. Zakaj se slabljenje vetra sploh dogaja in tudi, a je višina dviga morske gladine ni odvisna zgolj od taljenja ledu, to ste prej razložili, da ne. Kar se burje tiče, to niti ni moja ocena. Obstaja ena objava, kjer so spremljali incidenco, se pravi pogostost pojava burje v Tržaškem zalivu, burje nad 4 vozle. In obstaja povsem lep graf, da ta incidenca pada. Se pravi, imamo vedno manj dogodkov z močno burjo. Pa se ve to, Zdaj, zakaj je v resnici bolj meteorološko vprašanje, oziroma
Prav, to je zelo specifično vprašanje, čeprav se sliši zelo splošno, ampak v resnici je treba zato, da bi odgovoril na to vprašanje, treba poznati neke globalne vzorce vetra in pritiska in jaz tle v resnici ne znam odgovoriti. No, ampak rekli pa ste, da recimo vpliv vetra, burje ali pa juga tudi vpliva na višino. Ja, to pa je. Ja. Vpliva na, Se pravi, na da tej je ta skali nekaj dni. parameter recimo za vaše raziskave zelo pomemben. Pomemben je za neko ozadje, ne? Spet ni pomemben za naslednje 3 dni. Če hočem jaz vedeti, ali bomo imeli poplavo v Slovenskem morju čez 2 dni, a ne? Meni v resnici ta podatek sam ne koristi neposredno. A ne? Je pa enostavno dobro, da ga imamo za nek kontekst, a ne? Da incidenca burje pada. Spet, pri sami napovedi za naslednjih nekaj dni rabimo konkretno napoved vetra, konkretno napoved pritiska, konkretno plimo, kaj prihaja skozi Otrantska vrata iz Sredozemlja. Skratka, treba je pač zmodelirati celoten jadranski bazen, najboljš, kakor ga znamo, s podatki, ki so veljavni za naslednje 3 dni. Ne. Zdaj, kaj se pa dogaja v zadnjih desetletjih, recimo z incidenco burje ali pa juga, pa tako, je pa fino imeti kot kontekst, ampak ni neposredno nujno za to, da narediš v redu prognozo. Razen takrat, ko recimo vam ta parameter manjka, recimo tudi v kontekstu recimo 3-dnevne napovedi, a ne? Ja, ni. Ja. Mislim, napovedi so boljše ali pa slabše, ne? Včasih nam dobro uspe, včasih nam pa ne. Iz številnih razlogov, ne? Ampak poplavljanje v severnem Jadranu je, čeprav ga je enostavno razumeti, ga je v resnici težko izpeljati dobro. Gre pa za to, da imamo pri tem, kakšna je gladina morja recimo v Kopru, več dejavnikov. Najprej je to plimovanje. Kaj mislim s plimovanjem? Zdaj bi mogoče malo razložil, ker se mi zdi, da prihaja do neke konceptualne zmede tukaj. Plimovanje ni vsako gibanje gladine morja. Plimovanje je tisti del gibanja gladine morja, ki je povezan z gravitacijo Lune pa Sonca. Se pravi, v odsotnosti vseh vetrov, v odsotnosti vseh variacij pritiska na planetu, bi mi valovanje v svetovnih morjih še vedno imeli. To je signal, ki je neodvisen od vremena na planetu, ker je povezan z Zemljino planetarno okolico, skratka z gravitacijo Lune, gravitacijo Sonca. Tako da plimni signal je signal, na katerega so naloženi vsi ostali vplivi. Plimni signal je pa vedno prisoten. Ne? Vetrovni signal ni vedno prisoten, če vetra ni, pač nima vpliva. Ne? Plimovanje je vedno prisotno. Tako da najprej moramo razumeti plimovanje, potem pa moramo razumeti meteorološke vplive nad jadranskim bazenom. Ne, recimo tipično jugo, narine veliko vode v severni Jadran, ker je Jadran zaprt, na vrh se voda dvigne, potem pa pluskne nazaj v kopalni kadi in pride do nekega lastnega nihanja jadranskega bazena. Ne. To nihanje ima periodo 22 ur približno in če se vrh tega lastnega nihanja, ki ga je povzročilo vreme, če se ujame v času z vrhom plimovanja, ki je neodvisno od vremena, lahko dobimo poplavo. Hkrati je pa celotna višina gladine blazno odvisna od tega časovnega zamika. Tako da če mi za 3 ure zgrešimo recimo vrh lastnega nihanja v modelu, zaradi tega, ker je atmosferski model dal za 3 ure, recimo je za 3 ure zgrešil prehod ciklona ali pa trajektorijo ciklona, ne, lahko kljub temu, da je vremenska napoved sorazmerno v redu, ne, zaradi te velike občutljivosti med plimo pa med lastnim nihanjem, v resnici izdamo zelo slabo napoved. Ne. In to je nekaj, s čimer se in mi, in kolegi v Benetkah recimo zelo ukvarjamo, na kakšen način vsem izdati dobro napoved. No. Da ne jezite ljudi, ne? Ja. Še najmanj, da jih ne jezimo. Ja. Kakšne rešitve pa že ponuja recimo gradbena stroka glede zaščite poplavnih območij, ne? Seveda ne le pri nas, ampak tudi širše, ne? Se s vprašanji obračajo na vas znanstvenike? Jaz predvidevam, da ja. Zdaj, name konkretno se ni nihče obrnil, ampak moram priznati, da kar se tiče recimo obalnega inženirstva, mu tudi ne bi znal v resnici ničesar pametnega svetovati. Ne. To niti ni moje področje. Mislim pa, da se vedno bolj zavedajo napovedi, ne, kar se tiče gibanja gladine, kar se tiče
povišanja pogostosti ekstremnih situacij na morju, ki so povezane s podnebnimi spremembami, in da to jemljejo v obzir pri bodočem načrtovanju. Zdaj, kar se tiče pa samih težav, jih je pa seveda ogromno, gradbenih težav, povezanih tudi recimo z obrambo Pirana. To je profesor Dušan Žagar z gradbene fakultete, je recimo tudi v medijih že povedal nekaj svojih pomislekov, zakaj bo to ekstremno težko. Če bi imeli recimo dvig gladine za 1 meter, mislim, da bi to predstavljalo mogoče nepredstavljiv napor za to, da bi obranili Piran. Pa nikakor ga ne bi mogli ohraniti na takega, kot je danes. No, kot kaže seveda javnost, so vsi ti dogodki, ki se dogajajo, seveda skrb nas vseh, tako rekoč, ne. Vendar pa predvsem velikih korporacij, industrije, vlad, znanstvenikov, pa tudi posameznikov. Te bi mogli biti posebej apostrofirani, razen znanstvenikov, posameznikov. Moteče pa postaja, da se v medijih opozorila najpogosteje naslavlja na vest našo, na posameznika, na odgovoren način življenja, prehranjevanja, prekomernega potrošništva in lagodnega načina življenja. Natančnejše analize velikih onesnaževalcev in uvajanje regulatornih mehanizmov strani vlad, to je pa vse skupaj bolj skopo. Smo sicer vsi res odgovorni, vendar bi tu apostrofirali koga bolj, koga pa manj, ne? Kaj vi mislite? Ja, odlično vprašanje. Se strinjam z njegovo temeljno premiso. Seveda nismo vsi enako odgovorni. In itak živimo v času, ki je slovi po individualizaciji krivde za neke sistemske okoliščine. Tako da jaz nekako ne bi pristal na to, da bi jemal celotno težo podnebnih sprememb na svoja ramena. Seveda nimam nič proti temu, da kot posamezniki živimo recimo bolj ekološko vzdržno, jemo manj mesa, manj potujemo z letali, te famozne plastične slance uporabljamo redkeje, gremo v trgovino s platneno vrečko, vse super. Samo to ne bo rešilo težavo. No, samo primer, poleti je imela svetovna IT druščina na Siciliji zbor, prišli so 100 letali. Ja, ampak spet še celo oni verjetno niso glavni problem. Glavni problem je, glavni vzrok, je, kolikor jaz razumem, so pač seveda ogromne industrijske panoge. To je seveda težko. Jaz tudi razumem, da je to težek problem za rešiti. Mene tudi nič ne preseneča, da so izpleni teh klimatskih vrhov tako pičli. Ampak zdi se mi smiselno, da ima človek v glavi veliko sliko, pa hkrati, da imamo neke proporce. Kaj lahko sami naredimo, pa koliko to šteje, pa kje bi bilo treba zares, kako bi rekel, zagrabiti problem. Zato, ker vse te težave, vsa ta trkanja na slabo vest posameznika, ki ste jih omenila, to se mi zdi tak tipičen primer sprememb, zato da se ne bi nič spremenilo. Spremembe, ki ohranjajo status quo. Vsi bomo na individualni ravni reciklirali, pa uporabljali manj plastike, proti čemur, da se razumemo, nimam seveda popolnoma nič. Ampak hkrati pa, dokler ne bo sistemskih sprememb, dokler ne bo zakonodaje, ki bo penalizirala ogljične izpuste, recimo, ki bo obdavčila na tak ali pa drugačen način največje onesnaževalce, jaz tle nimam veliko upanja, da bi se karkoli spremenilo. No, v Pariškem podnebnem sporazumu je tudi predvideno, da bodo premožnejše države v zeleni podnebni sklad vložile, mislim, da do leta 2020, to se pravi do prihodnjega leta, 100 milijard. Sklad se pa slabo polni. Kako pa vi to komentirate? Ja, nisem presenečen. Mislim, nimam pametnega komentarja. Ja, razumem, da se slabo polni. Mogoče bi rekel to, da očitno podnebne spremembe zaenkrat še niso prezentne
kot konkreten problem, ampak so prezentne kot nek dokaj abstrakten problem. Zato, ker ga v resnici ljudje, ki se odločajo, ne čutijo in ga verjetno tudi nikdar ne bojo zares, ne, oziroma ga bojo manj kot deprivilegirani. Ne. Zato nekateri govorijo o klimatskem apartheidu, ne, ker bojo nasrkali bojo tisti, ki niso odgovorni za to. Skratka, revnejši prebivalci planeta. Ne. No, se je zanimivo, ne? Na nek način se je to tudi pokazalo, zdaj recimo pred dnevi končano konferenco v Madridu, ta je COP25, ne, namenjeno voditeljem državnih vlad in pogodbenic konferenc Združenih narodov o spremembah. Ne. No in poročila z tega srečanja pa res niso bila spodbudna. Ja, se strinjam, niso bila spodbudna. Hkrati pa tudi poročila spodbudnih srečanj niso zaenkrat vodila do nekih zelo konkretnih rezultatov. Tako da jaz po svojem Madrida ne jemljem kot nek zelo slab rezultat, ker mislim, da ne bo ne o dobrem, ne o slabem zelo odstopal od minulih. Ampak hkrati pa ne bi rad izpadel cinik. Jaz mislim, da se splača boriti za to, da se pač te stvari omejijo, da se izpusti omejijo. Pozdravljam pariški sporazum, mislim, da bi ga bilo treba implementirati. Hkrati pa, kar se tiče pa komentarja nekega dnevno-političnega dogodka, pa pač ja, ne vem, lahko skomignem z rameni, ne vem, kaj naj si s tem pomagam. Bomo videli čez 10 let. Mislim pa, da je res to povezano s tem, da se podnebne spremembe dejansko vladam, ki imajo očitno neke bolj kratkoročne interese, ne kažejo kot nek realen problem. Problem je pa v tem seveda, da je klimatski sistem tako kot nek vlak. Tudi če gre počas, ima zelo veliko inercijo. In ga bo zelo, zelo težko spremeniti, ali pa tanker. Zelo težko je na hitro spremeniti smer. Danes bi pa vsi radi rezultate hitro, pa brez napora. Tukaj to ne bo šlo. No, da bi dojeli resnost razmer, kaže tudi predlog strokovnjakov o spremembi terminologije, zanimivo, ne? V prihodnje naj ne bi več pisali ali pa govorili o podnebnih spremembah, ampak kar striktno uporabljali izraz podnebna kriza. Terminologija je navajajo, ne, lahko zavajajoča in pa manipulativna, se vi tudi s tem strinjate? Ja, jaz se strinjam s tem. Strinjam se, da je terminologija lahko zavajajoča, ne, pa manipulativna. Kar se tiče podnebne krize, ne vem, mogoče je to smiselno v tem nekem povsem oportunističnem smislu, ker se očitno odločevalci odzivajo samo še na tak diskurs. Mogoče ga je zato treba uporabljati. Jaz mislim, da bojo problemi zelo resni. Zdaj, jim rečemo kriza ali ne, je pač do neke mere stvar označevalca, ne. Ampak to bojo pač težave, pa ne mislim biti apokaliptičen, ampak enostavno mislim, da so to težave, s kakršnimi se še nismo soočali. Ja, tudi zato, ker so tako na nek način prihajajo tako nekako subtilno, ne, skozi daljše časovno obdobje, ne, tako kot tista žaba pregovorna, ki se skuha, ko počasi gremo vodo. Vendar pa ne gre pa tudi spregledati, da so glasni tudi zanikovalci podnebnih sprememb, ki ponujajo pa svoje algoritme in napovedovanja, svoje analize, svoje podatke in tako naprej, ne. Strokovnjaki se zato zavzemajo za prepoved nastopanja in pisanja takih apologetov. Ste vi tudi na tega mnenja? Ja, mislim, da je Carl Sagan nekje rekel, ne, da izjemne trditve zahtevajo izjemne dokaze. To, da podnebne spremembe niso antropogene, je izjemna trditev. Na izjemne dokaze še čakamo. Meni je v resnici, zdaj kar se tiče nastopanja teh ljudi v javnosti, jaz seveda nisem na poziciji, da bi jim to prepovedoval, ne? Ampak se strinjam s politiko BBC-ja, ki je, mislim, da je BBC to že kar implementiral. Po drugi strani je pa tako, nihče jim nič ne prepoveduje, ne? Naj objavijo članek v znanstveni reviji, naj ga kolegi pregledajo, naj izpostavijo svoje pomisleke, naj ga sprejmejo v objavo ali pa naj ga zavrnejo. To je edini smiselen diskurs o podnebnih spremembah pa o njihovih vzrokih. Nima smisla, da se na forumih pa v, ne vem, dnevni periodiki o tem pogovarja,
na ta način ali pa problematizira znanstvena odkritja. Ne. Edino legitimno mesto za problematiziranje znanstvenih odkritij je v znanstvenih revijah. Ne. Mi lahko 10 člankov objavimo v dnevnem časopisju, pa v tabloidih, to še vse nič ne šteje. Ne. Tako da jaz mislim, da kar se tiče medijev, ne vem, jaz osebno ne bi nikogar tazga vabil v oddajo. Ne. Zdaj, to se mi zdi ne toliko znak uredniške avtonomije, ne, da nekoga povabiš v oddajo, ampak se mi zdi kolaps uredniške avtonomije, ne, da tazga človeka povabiš v oddajo. Če ima kaj zapovedati, naj objavi članek. Ne. Naj prepriča svoje kolege, da ima tehtne argumente proti antropogenosti podnebnih sprememb. Po drugi strani je pa tudi tako, ne, saj živimo v času, ko so praktično nekateri starši očitno pripravljeni pustiti svoje otroke umreti od tetanusa ali pa ošpic, raje kot da bi priznali, da imajo cepiva neko smiselno funkcijo. Ne. Če na tem nivoju ne deluje znanost, če ne moramo prodreti, recimo, če imunologi ne morejo prodreti, ne, kako naj bi šele pri podnebnih spremembah, ki nam res niso prezentne in kjer se da res na nek način razumeti, da ljudje mogoče ne morejo povezati vseh številnih dejavnikov, ne, v neko sliko. Kakšna pa je vaša ocena glede znanosti, da bi le ta s svojimi dognanji uspela dokaj hitro preusmeriti trend v brezogljično družbo, ker je tudi seveda ta nova agenda Evropske komisije? Ja, jaz tle ne bi zadrževal sape. Ne. To ni znanstveni problem. Znanstvena dognanja imajo neko omejeno moč, ne, na to, kako bo družba, v katero smer bo družba šla, seveda vpliva veliko drugih dejavnikov. Tako kot družba ni znanstveno določena, ne, ampak je določena tudi strani ekonomije, politike, zgodovine, kulture in tako naprej. Ne. Tako ima znanost pač nek omejen domet. Ne. Tako da znanstveniki lahko igrajo svojo vlogo, sam mislim, da bi bilo preveč pričakovati, da bo ta vedno dominantna. V tem primeru očitno ni. Mislim, da so ekonomski interesi tukaj zdaj na prvem mestu.